Želimo si biti edinstveni. Težko pa sprejmemo druge, ki odstopajo od naših predstav. Mogoče je najprej prisotno v bistvu to nevedenje, da v bistvu ne vejo, ne poznajo, niso v stiku s tem, jim je to nekaj neznanega. Načeloma je veliko nekih stvari, ki jih lahko delaš, ne vem, in v službi in v vsakdanjem življenju, pa ljudje mislijo, da jih ne moreš. Dostikrat imaš tak občutek, ko se ljudje ne pogovarjajo direktno s teboj, ampak govorijo o tvojemu spremljevalcu in ta občutek je zelo neprijeten. Več ali manj pa mislim, da smo že invalidi sami toliko naredili na temu, da nas družba bolj sprejema. Svoboda misli je tista, ki lahko preseže meje telesa. Takrat se mi je obrnilo, ker sem začela videti možnosti, kaj lahko, ne kaj ne morem, ker prvo je bilo vedno, tega zdaj ne morem, to ne morem, to ne morem. Ne, tako kot prej, tudi kontakt improvizacije ne morem tako delati kot prej, ne, ampak začneš gledati iz tega, kje si pa kaj lahko. Imaš neko omejitev, ampak je boš toliko raziskal, boš v to vglobil to, kar sicer sploh ne bi šel, ne, se ne bi dotaknil. Ta drug svet, ki si dam duška, ki ni zdaj, da mora tako izgledati, pa biti tako pa tako postavljen, ampak sem jaz tam vse. Ta odklop je itak en drug čas, ena druga pozornost, tako da je tako, kot si, ampak te ni. Vsakdanjik lahko čez noč dobi nevsakdanji obraz. Pred nesrečo sem opravljala poklic medicinske sestre na urgenci, tako da z tega stališča sem zelo kmalu vedela, kaj mi sledi. Splošno slepim vizualnost nič kaj dosti ne pomeni, pač vrednote so postavljene bolj na, ne vem, poudarek je bolj na praktičnosti, na uporabnosti, ni pomembno, da je stvar lepa ali ni lepa. Človek, ki je od rojstva slep, razvije en določen sistem, kako se v okolju znajta, ne. Tudi glas sogovornika, ne, veliko pove, vsaj meni veliko pove o človeku, ali je velik, ali je majhen, ali je prijazen, ali je zagrenjen, ali je zabaven. To zelo hitro presodimo, ne. In to je en čar življenja tudi pri meni. Premagovanje samega sebe je največji izziv. Kolesarjenje je velik del mojega življenja. Med samo tekmo ali pa treningom ali pa kakorkoli probam vse misli čim bolj odstraniti. To, da se poglobim samo v pač moj trening, mojo tekmo, ampak vedno ne gre tako. Vse sorte misli se podijo po glavi. Ko premagaš kakšen orenk izziv, kot je recimo pot na Šmarjetno goro ali pa na Jošta, takrat se počutim res lepo. To si cel preplavljen z eno notranjo energijo, z veseljem, z radostjo. Meni se zdi, da z mene kar sije. Vse tisto, kar ne znam povedati, kar ne morem pokazati, se po mojem prebere z mojega obraza. Jaz sem res takrat samo jaz srečna. Če je takih trenutkov veliko v življenju, potem, ali pa tudi, če je malo takih trenutkov, pa da si jih ti zavedaš vsak dan sprot, ker veš, da so in da se lahko zgodijo in da si sposoben jih doživeti, potem je to, kar te v bistvu osrečuje, pa ti daje energijo za naprej. Izjemne zgodbe so zgodbe izjemnih ljudi. Ja, jaz sem prepričana, da gotovo bi bilo moje življenje drugačno, če bi videla, ampak ker ne vidim, se ne počutim nič prikrajšana za to, je pa na meni, ali se bom nečesa lotila ali se ne bom, ne. Ni na družbi, ni na tem, da ne vidim, ampak v meni sami. Če se bom jaz lotila, bom glih tako zadovoljna, če se ne bom, pa pač tega ne bom imela in tudi ne bi imela, tudi če bi videla. Tako da vedno je prvi korak na meni. Nekako ne pogrešam prejšnjega načina življenja. Nastopali so Sabina Dermota, Anton Smrdelj, Urša Urbančič in Anka Vesel. Glasba Najova, snemanje in montaža Luka Kravanja, scenarij in režija Darja Demšar, besedilo in branje Miljana Cunta. Produkcija Beletrina v okviru projekta Ministrstva za infrastrukturo. Izvajalci projekta so Beletrina, Insider in Geodetski inštitut Slovenije.